življenja in razmišljanja. Ko vi delate NLP, niste več isti človek. Niste več isti človek, ker ne boste več uporabljali besede niti problem, niti moram. Zamenjali boste besede in boste začeli uporabljati besede, ki so samosprožilne, ki so kreativne, ki vas vodijo na pot ustvarjalnosti in napredka in dobrega počutja. Če mi začnemo govoriti, imam problem, se vsak ustraši. Če pa rečem, imam izziv, to je pa že nekaj tazga, ki me pa že zanima, ki bi pa že kakšen korak človek v to smer naredil z veseljem. To je dokaj nova mlada veda, nastala v 70-ih letih, ko so trije priznani terapevti svoje vzorce, svoje prakso spremljali s pomočjo lingvista in tudi matematika, so spravili to v modele, v neke načine, kako to potem v praksi, in so naredili neko škatlo, nek nabor raznih načinov, raznih orodij, kako upravljati s seboj in z okolico. Zdaj, te izjave so take dokaj smele, če to zdaj poslušamo mine. Vsak človek si ustvarja svojo resničnost sam. Vemo pa, da smo vpeti v neko družbo. Ampak mi, naše razmišljanje, naš notranji svet je dejansko, je to samo zemljevid v naši glavi. Ni dejanski materialni svet, ampak je naš zemljevid, ki ga ustvarjamo v glavi, nastane pa na podlagi naših vrednot, prepričanj in vzorcev. In na podlagi tega mi funkcioniramo in tudi v svoje življenje pritegnemo takšne ljudi, takšne dogodke, takšna stanja, kakršna so naša prepričanja. Mi moramo vedeti, da se mi zavedamo samo 7% v najboljšem slučaju. 93% stvari se mi sploh ne zavedamo. Je naš nezavedni svet, podzavest. In v te dele podzavesti in ta podzavest nas upravlja in smo mi skozi na avtopilotu. In v te nezavedne strukture posega NLP, in če mi te stvari delamo, se spreminjamo celostno. Skratka, vsak človek ima možnost, da nosi vse potencijale, imamo vsi v sebi. Kaj hoče doseči? Nekdo hoče iti, recimo, kaj jaz vem, okrog sveta, nekdo pa samo v srednjo šolo končati. Ampak tiste potencijale, ki imamo mi vse, ima vsak človek v sebi, da jih tudi dejansko doseže.